Prvi regionalni kviz, samo na Sport Klub televiziji. Rizik ili oprez? Vi birate. Srčan pozdrav poštovani gledatelji. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, takole nas je ob 6. epizodi v 4. sezoni oddaje Tvegaj ali počakaj pozdravil avtor in voditelj oddaje Krešimir Karačić. Nadaljuje se torej tekmovanje sportklubovih komentatorjev in novinarjev iz vse regije. Tokrat se bosta udarila poznani komentatorji Srbije in Hrvaške. Najprej predstavljamo hrvaškega komentatorja. Kot pravi Krešimir, vsestranski komentator, še posebej strokovnjak za nogomet, je Ivan Hudoba. Pozdravljen Krešimir, hvala za lepo najavo. Darko Plavšič, prav tako znan komentator v Srbiji, ki spremlja med drugim košarko in nogomet. Kot pravi Darko, pozdrav obema, res je. Ja, še kaj spremljamo ob priložnostih. Nadaljuje Darko Plavšič. Tako kot vselej Krešimir poziva oba komentatorja, ki se bosta tokrat merila za naziv najboljšega, naj se nekoliko predstavita. Darko pravi, na Sportklubu sem že 12 let, delal sem predtem v različnih časopisih, v različnih dnevnih časnikih. Šport je moja ljubezen. Nekako so pričakovali, da bom športni novinar. Sedaj, ko me srečajo sošolci iz osnovne šole, nekako vedo, da se je to pričakovalo. Da so nekako mislili, da bom postal športni novinar, in to se je tudi uresničilo. Torej bi lahko rekli, da si je uresničil svoje sanje. Tako je, pravi Darko Plavšič. Hvala Darko, kako bi se ti, Ivan, predstavil? Ja, jaz prihajam iz popolnoma drugačne smeri na Sportklub. Desetletje je minilo, odkar sem prišel na pogovor za delo. Nisem sprva imel namena biti komentator, toda bila mi je ponujena priložnost. Enostavno sem spremljal šport, igral šport, gledal šport. In tako je prišlo do priložnosti, ostalo pa je zgodovina. Sicer sem magister zračnega prometa, imam diplomo kot avdioinženir, veliko znanja iz postprodukcije, zaradi tega sem tudi prišel na Sportklub, ampak ker tam ni bilo prostora za delo, so mi ponudili delo komentatorja. In tako sem iz druge strani prišel na Sportklub, pravi Ivan. Ja, zanimiva zgodba in zanimiva pot, kako si prišel na Sportklub. Ampak dobro si izbral. Ja, v to sem bil nekoliko prisiljen, vrnil sem se na Hrvaško in moral najti delo. To je bila prva možnost, ki mi je bila ponujena. Pravzaprav je bila nekakšna rešitev. Hoteli so se me rešiti in so mi ponudili možnost, naj komentiram, kajti običajno je to tisti najboljši filter, ker se ljudje prestrašijo, ko je potrebno dati komentatorske slušalke nase. Ampak jaz sem premagal strah in sedaj sem komentator. Veliko tekem si pogledal v Argentini in v Španiji. Kje je bila najboljša atmosfera, ki se je spomniš? Himna Sevilje pred tekmo z Barcelono pred 2 letoma je bila nekaj posebnega, ampak vse je neprimerljivo z Argentino, s tekmo San Lorenza Boca, s tekmo Boca Tigre. To je nekaj meni nepredstavljivega. Videti klasični obračun dveh velikanov, to je bila res čudežna tekma, obračun San Lorenza in Boke. Ja, ko že govorimo o navijačih Sevilje, pravi Darko Plavšič, skoraj bi me pretepli ti navijači Sevilje na stadionu Wanda Metropolitan na finalu španskega pokala. Iniesta je odhajal iz igre, vsi so mu ploskali, celoten stadion je ploskal. Njim pa ni bilo všeč, da sem jaz ploskal, in 2 velika navijača sta mi potem grozila in mi z različnimi gestami kazala, kaj se bo zgodilo z menoj. Ja, bil sem na tisti tekmi, bil sem tam ob gol-out liniji. Želel sem biti pravzaprav ob navijačih Sevilje, zaradi atmosfere. Toda, ko je Iniesta odšel iz igre v 87. minuti, zanje bila to zadnja pokalna tekma, sem mu seveda zaploskal. To je eden izmed najboljših nogometašev. To je nekakšna posledica nogometne izobrazbe, da zaploskaš takemu geniju, in seveda sem se odločil, da bom to storil. To jim ni bilo všeč. Po koncu tekme, ko sem šel v metro, sem precej pozorno pogledoval okoli sebe, da ne bi srečal znanih obrazov.
Znači, bilo je to miks dobrog i lošeg iskustva. Reci, Ivane. Ja, težava je bila v tem, ker so izgubili s 5-0 in jaz sem bil nekakšna žrtev, nekakšen krivec za ta visok poraz. Ja, to je bila najboljša tekma, pravi Ivan, pod vodstvom Valverda. Imel si to srečo, da je Madrid tako veliko mesto, da se hitro izgubiš na metroju. Dečki, hvala vam. Evo još za Darka. Ja, hvala obema. Še eno vprašanje zate, Darko. Slišal sem, da tako rad spremljaš Ligo NBA, da si nekaj novoletnih praznovanj izpustil zaradi tekmovanja v Severni Ameriki. Ja, to drugo je res. Mnogo novoletnih praznovanj sem zamudil zaradi tega. Začelo se je kot velika ljubezen, potem pa postalo delo. In seveda se včasih zgodi, da v delu ne moreš imeti rad vsega. Toda s kolegom, s prijateljem Radovićem, sodelavcem sva desetletje delala in noči preživela v kabinah, s tem, ko sva spremljala Ligo NBA. Hvala obema, da sta predstavila vaše znanje in pospremimo še žreb. Takole izgleda žreb 16 komentatorjev in novinarjev Sportkluba. Ivana Ivkovića čaka obračun z Goranom Obrezom, ki je suvereno odpravil z Gojkom Andrijaševićem. Saša Živko se bo pomeril s svojim soimenakom iz Srbije, s Sašem Ozmom. Dejan Obrez je bil dober, toda premagal ga je Goran Stojanović. Nekaj sreče je imel hrvaški komentator, ki se bo v naslednjem krogu pomeril z boljšim v obračunu med Nebojšem Viškovićem in Marinom Vrduljašem. Pravila so preprosta, verjamem, da jih gledalci, ki redno spremljate kviz, že dobro poznate. 20 vprašanj boste imela na voljo oba tekmovalca. Na vsako vprašanje boste lahko vložila 2, 4 ali 6 točk. Če ne boste vedela direktnega odgovora, dobita na voljo 4 ponujene odgovore. Tisti prvi mora odgovarjati. Po teh 20 vprašanjih pa sledi še ključno vprašanje. Ob tem lahko tekmovalca vložita seštevek, ki ga imata na voljo, in seveda zmaga tisti, ki ima na koncu največ točk. Začenjamo torej z 20 vprašanji. Ivan Hodoba začenja kot prvi. Tema pa se glasi: edini francoski predstavnik. Za 2 točki bo odgovarjal Ivan, previdno torej na začetku. Kateri francoski klub kot edini iz države nastopa v letošnji sezoni košarkarske Eurolige? Ja mislim, da večeras igrajo Asvel. Zvečer igra Asvel, pravi Ivan, in Asvel je res pravilni odgovor. Samo 2 točki je vložil Ivan. Škoda, lahko bi si prislužil nekaj več točk. Asvel, ki ga vodi Tony Parker kot predsednik, medtem ko je njegov brat na klopi. Ja, nekoliko neopravičeno so košarkarji Asvela, kot pravi Darko, dobili licenco. Poleg Asvela so dobili tudi košarkarji Albe licenco za nastopanje v evroligaški konkurenci, medtem s prostora Balkana tovrstnega kluba nimamo. Gremo raje na naslednjo temo, pravi Krešimir, in prav ima. Druga tema, legendarne atletinje. Za 4 točke bom odgovarjal, pravi. V kateri atletski disciplini je Nemka Ulrike Meifart dvakratna olimpijska zmagovalka? V kateri atletski disciplini je torej Nemka Ulrike Meifart dvakratna olimpijska zmagovalka? Naprej pravi Darko, tudi Ivan ne ve točnega odgovora. 4 ponujeni odgovori pa so: skok v višino, skok v daljino, troskok ali skok s palico. Troskok ni pravilni odgovor. Ivanu ni potrebno odgovarjati, če ne želi oziroma če ne ve. Pravi, ugibal bi, tako da ne bo uganil, da je to skok v višino. Ulrike Meifart, dvakratna olimpijska prvakinja. Izjemna je bila leta 72 v Minhnu in leta 84. Leta 72 kot najmlajša in leta 84 kot najstarejša v zgodovini je osvojila olimpijsko zlato medaljo v skoku v višino, ta izjemna Nemka Ulrike Meifart. 2 točke je izgubil Darko, naslednja tema pa je hčerino ime. Za 2 točki, pravi Ivan. Kateri angleški nogometni klub si deli ime s hčerjo nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona in Hillary Clinton?
Kateri angleški nogometni klub si torej deli ime s hčerjo nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona in Hillary Clinton in Chelsea, je seveda pravilni odgovor. Edina hči zakoncev Clinton je torej Chelsea. Leta 2016 je izgubila volitve, Krešimir, nekaj časa je že minilo. Je pa res, da družina Clinton v Združenih državah Amerike ni ravno priljubljena. Kaj točno se je zgodilo kasneje, pa pustimo drugim temam. Gremo raje na šport. Četrta tema, nadimki tenisačev. Darko pravi, spremljam tenis, ampak ne bi se zaletel, raje bom poskušal odgovoriti za 2 točki. Po kateri živali je nadimek dobil francoski tenisač René Lacoste, zmagovalec Wimbledona iz leta 1925 in 1928? Po krokodilu. Po krokodilu je točan odgovor, da, pa svi znamo za glasovitu marku teniskih, prije svega rekao bih, majica i drugih stvari, koja je upravo ima znak krokodila. Krokodil, torej pravilni odgovor, René Lacoste, tudi blagovna znamka, ki ima seveda svoj logotip. 7 Grand Slamov, ki jih je osvojil, med njimi tudi 2 turnirja v Wimbledonu. Naslednja 5. tema za Ivana pa se glasi: boljši od najboljšega. Za 2 točki bom odgovarjal, pravi Ivan. Kako se imenuje nemški plavalec, ki je bil na svetovnem prvenstvu v Rimu v finalu na 200 metrov prosto hitrejši od Američana Michaela Phelpsa s časom svetovnega rekorda, ki je še vedno v veljavi? Nemški plavalec, ki je bil na svetovnem prvenstvu v Rimu v finalu na 200 metrov prosto hitrejši od Američana Michaela Phelpsa s časom svetovnega rekorda, ki je še vedno v veljavi. Ivan ne ve, tudi Darko ne bo ugibal. 4 ponujeni odgovori pa so: Marko Koch, Stefan Deibler, Paul Biderman ali Florian Wellbrook. Ivan tokrat seveda mora ugibati, Darko ni potrebno. Ivan bo imel pravilni odgovor. Paul Biderman je pravilni odgovor nemškega plavalca, ki je torej ugnal Američana Michaela Phelpsa. Ivan priznava, da je imel 25% možnosti in kot kaže, je to včasih dovolj v življenju. Tokrat je ugibal in uganil pravilno. Biderman, tisti, ki je torej ugnal Michaela Phelpsa, rekord ima tako v razdalji na 200 kot tudi na 400 metrov prosto. Superman, njegov nadimek. 6. tema pa šahovski velemojstri. Koliko se torej na šah spoznata Ivan in Darko? Očitno bolj malo, 2 točki bo tvegal Darko. Kako se imenuje madžarski šahist s poreklom iz Subotice, ki je leta 1994 postal najmlajši šahovski velemojster v zgodovini? Madžarski šahist s poreklom iz Subotice, ki je torej leta 1994 postal najmlajši šahovski velemojster v zgodovini. Še 10 sekund ima Darko. Ne spomni se tega imena, Darko, tudi Ivan. Pa poglejmo, ali bo Darku pomagalo, da bo imel na voljo 4 ponujene odgovore. Veselin Topalov, Peter Leko, Viktor Korenčnoj ali Zoltan Ribli. Topalov, Leko, Korčnoj ali Ribli. Peter Leko pa je pravilni odgovor B. In Darko na koncu prihaja do točke. Pa dvoumil sem se, ali poznatije mi je ime. Dvomil sem, to da bolj mi je znano ime Peter Leko in nekako sem poizkušal. Šahist rojen v Vojvodini, ki je igral za Madžarsko, lahko bi postal tudi prvi Madžar z naslovom svetovnega prvaka, igral je v finalu, a izgubil, pravi Krešimir. Naslednja tema za Ivana, brazilski športniki. Ne bo tvegal Ivan, za 2 točki bo odgovarjal.
V katerem športu je eden najboljših predstavnikov v zgodovini Brazilec Gilberto Amauri de Godoy Filho, znan kot Giba? Žiba. Gilberto Amauri de Godoy Filho, znan kot Žiba, je najboljši oziroma eden najboljših igralcev v katerem športu? Ivan ne ve, Darko ve, da je to odbojka. Bravo Darko, pa si sada dobil 2 boda, imaš 3. 2 točki je sedaj Ivanu ukradel Darko. Pretpostavljam ovo drugo. Pa Brazilci bi rekli žiba. Da, dobro, da. Žiba je najbrž pravilna izgovorjava. Ugiba sedaj tudi Darko. Ne znam da li igra i dalje, ali igrao je dobrih 20 godina. Je igrao i bio je tamo... Ja, več kot 20 let je trajala njegova karijera. V letu 2019 jo je šele zaključil sedaj 44-letnik, večkratni prvak, osvojil je zlato na olimpijskih igrah, 3-krat zlat na svetovnem prvenstvu. Naslednja tema pa je umetnostno drsanje. Koliko se na ta šport spoznata? Darko je s smehom pokazal, da bolj malo, odgovarjal bo za 2 točki. Katera umetnostna drsalka je osvojila zlato odličje na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984, ko je svoj atraktiven nastop okronala s 3 trojnimi skoki v prostem programu, kar je bilo prvič videno v ženski konkurenci? Darko ne ve. Ostala je poznana po tem nastopu. Dobivala je na tisoče pisem strani oboževalcev po vsem svetu. Nekakšen prelomen trenutek v umetnostnem drsanju, ki je dodal v tisti klasiki tudi nekaj modernosti, seksapila konec koncev. Debbie Thomas, Oksana Bajul, Katarina Witt ali Nancy Kerrigan pa so 4 možni odgovori. Za Darka. Nešto moraš, Darko? Znam, neka bude Oksana Bajul. Ne. Oksana Bajul nije točan. Oksana Bajul ni pravilni odgovor. Kaj pa Ivan pravi? Rekao bi da je za Katarinu Witt i za Nancy Kerrigan to još uvijek bilo prerano, možda se ja varam. Ne znam, dalje. Ja, malo se dobro je da si rekao dalje. vara oziroma ni imel prav, ko je razmišljal, da je Katarina Witt zmagovala kasneje. Katarina Witt je leta 1984 s svojim izgledom, s svojim obnašanjem tudi izven drsališč seveda pritegnila izjemno pozornost, slikala se je, kot pravi Krešimir, tudi za naslovnico Playboya. Idemo na 9. temu za Ivana. 5-2 v točkah, prednost za Ivana. Ivan, naslednja tema zanj, golgeterski rekordi. Ajde, 2 boda. Ivan tokrat odgovarja za 2 točki. Kateri Zagrebčan je najboljši strelec v zgodovini nogometnega kluba Partizan, kot tudi najboljši strelec v zgodovini reprezentance bivše Jugoslavije? Zagrebčan, najboljši strelec v zgodovini Partizana in najboljši strelec v zgodovini reprezentance bivše Jugoslavije. Ivan ima še 5 sekund za tale odgovor, potem bo imel na voljo odgovor Darko. Nije se ipak Ivan sjetio, Darko. Darko je najbrž upal, da bo Ivan odgovoril, da se ne bo rabil blamirati. 10 sekundi. Ko je potrebno, se ne spomniš. Nemoguće, zaista nemoguće. Baš ste zablokirali obojica. Zablokirala sta oba, tule pa 4 ponojeni odgovori. Stjepan Bobek, Franjo Rupnik, Zlatko Čajkovski ali Bruno Belin. Da, ko je između ove dvojice? Kdo izmed te dvojice je? Še naprej ugiba Ivan. Tule mu tudi polovička ne bi prišla ravno prav. Izvoli, Darko. Najbrž se marsikateri nogometni poznavalec doma sedaj križa. Stjepan Bobek. Stjepan Bobek je pravilni odgovor. Pa da, naravno da se radi o Bobeku. Tako da zablokirao. Da, vjerujem, Darko, to ti se događa, tako da meni se u kvizu to isto 100 puta dogodi. Mrak je padel na oči za trenutek obima tekmovalcama, priznavata tako Ivan kot Darko. Šte Bobek, legendarni nogometaš
je zabio u dresu Partizana, a ova sad 4 Preko 100 zadetkov torej v dresu Partizana. Vsi štirje nogometaši, ki so tule napisani, pa so bili člani črno-belih iz Beograda. Ja, tole je bilo res darilo za Darka, ko Ivan ni imel direktnega odgovora. Darko pravi, nimam opravičila za to, da nisem vedel odgovora na to vprašanje. 10. tema za Darka, ki deluje nekoliko pesimistično in potolčeno. Upokojene številke je tema. Katero številko so v ligi NHL upokojili, ko je hokejist Wayne Gretzky zaključil kariero? Pa neću mnogo da rizikujem, ajde dalje. Darko ne bo tvegal. Ivane? Da, ja ću riskirati. Ivan bo tvegal. 88. 88. Ni pravilni odgovor, ponujeni odgovori pa so 66, 77, 88 ali 99. Samo še med tremi izbirami. Darko pravilno, 99 je torej številka, s katero je Wayne Gretzky zaključil kariero. Ivan je imel v mislih najbrž pravilno število, vedel je, da gre za številko, ki ima dve isti števki, vseeno pa se je zmotil z osmico. The Great One, najboljši strelec v zgodovini lige NHL, legenda Edmonton Oilersov, Wayne Gretzky z 99-tico, torej tisti hokejist, ki smo ga iskali. Kako ste zadovoljna tekmovalca? Ja, Darko pravi, ne bom se pritoževal glede vprašanj. Nisem vedel Bobeka, tako da enostavno nimam pravice, da bi kaj takega počel. Vodim, ampak to zaradi taktike, ne zaradi znanja. Videli bomo v nadaljevanju. V kvizu je vselej pomembno imeti tudi dobro taktično pripravo in ja, pričakoval sem ugodnejša vprašanja. Upam, da bom v nadaljevanju lahko pokazal več znanja. To je nekaj, kar si želim, pravi Darko. Kaj pa pravi komentator iz Hrvaške, Ivan Hodoba? Imel sem lažje vprašanja. To moram priznati in na marsikatero vprašanje je najbrž tudi Darko vedel odgovor. Vseeno pa na polovici ima več točk kot jaz, tako da je to nekaj, zaradi česar moram biti prestrašen in zaskrbljen glede napredovanja. Vseeno pa je tole zabavno druženje in včasih možgani zablokirajo. Na pijači, ob kavi, ob soku bi zagotovo vedel marsikateri podatek, ki ga danes nisem vedel. Še posebej tole glede 99-tice, glede Gretzkyja in Bobeka, pač enostavno se zgodi. Ne sve, nego neke stvari, ali bože moj, 99 Gretzkyja i Bobeka, dogodi se. Ja, zgodi se blokada, ampak vseeno, dober začetek na tem tekmovanju in bolje izgleda, kot si sama dva mislite, tako da nekaj optimizma ostaja. Gremo k 11. vprašanju. Tema otvoritev olimpijskih iger, tokrat vprašanje za Ivana. 2 točki bo vložil Ivan. V glavnem mestu katere države je princeza Ragnhild odprla zimske olimpijske igre leta 1952? V glavnem mestu katere države je princeza Ragnhild odprla zimske olimpijske igre leta 1952? Iščemo državo, ne mesta. Poanta pa je, da so bile igre v glavnem mestu te države. Ivan ne bo odgovarjal, kaj pa Darko? Tudi Darko ne bo metal pikada. Pa poglejmo, Norveška, Finska, Italija ali Danska. Ivan mora ugibati, tule gre lahko tudi na sistem eliminacije. 3 odgovori so skandinavski, eden pač ne. Nekako bi mu sugeriral, kaj ni pravilno. Nekoliko moram pohiteti z odgovorom. B. Finska ni pravilen odgovor. Kaj pa Darko? Ja, če bi rekel katero drugo državo, bi mi s tem pomagal, takole pa raje ne bom ugibal. Oslo, Norveška, leta 1952, gostitelj olimpijskih iger. Leta 1952 so bile poletne olimpijske igre v Helsinkih na Finskem. To je tisto, kar je zmedlo Ivana. Zimske pa torej na Norveškem.
za neku drugu priču. Igrali za isti klub, Darko. O aferah strani princeze tokrat ne bomo. Namesto tega gremo raje na naslednjo temo. Igrala za isti klub je tema, za 2 točki bo odgovarjal. Za kateri klub sta v svoji karieri igrala napadalca Edin Džeko in Mario Mandžukić? Iščemo torej isti klub, za katerega sta v svoji karieri igrala napadalca Edin Džeko in Mario Mandžukić. 10 sekundi. Mandžukić, novi član nogometašev Milana. Isteče ti vrijeme. Dalje. Ivane? Wolfsburg. Ivan je takoj ustrelil iz stopa Wolfsburg in to je pravilni odgovor. Ivan je tokrat ukradel 2 točki Darku, 2 odlična napadalca z izjemnima karierama. Potpisao za Milan. Džeko igra u Romi, dakle Džeko v dresu Rome, Mandžukić torej v dresu Milana. Znova bomo spremljali njune obračune na italijanskih zelenicah. Kot pravi Darko, pozabil sem na to, da je Mandžukić igral pri Wolfsburgu. 13. vprašanje, športna družina pa tema. Za 2 točki bom odgovarjal. Katera brazilska družina je imela kar 4 voznike v Formuli 1? Še 10 sekund. Mota mi se jedno prezime po glavi, ali ne mogu se sad sjetiti ovih zadnjih. Dalje. Ne bo se spomnil v zadnjih sekundah tega priimka, tudi Darko ne. Ponujeni odgovori pa so Fittipaldi, Piquet, Barrichello ali Massa. Ali bo sedaj Ivan vedel, za katero dinastijo voznikov Formule 1 gre? D, Massa. Massa ni pravilni odgovor. Darko, možeš, ne moraš. Pa, neću. Darko ne bo ugibal, ne potrebuje odgovora. Fittipaldi pa pravilni odgovor. Izjemna tradicija družine Wilson, Emerson, Christian in Pietro, ki je nazadnje vozil kot zadnji 4. voznik v družini Fittipaldi v Formuli 1. 14. tema pa tema tokrat za Darka. 4-2, taktična igra, kot pravi Krešimir. Ili Liverpoola i Manchester Uniteda. Ja, obračun Liverpool in Manchester Uniteda, zadnja tekma, ki se je končala, začetnih 0-0. Nekako sedaj torej tema, ki bo Darko poizkušal odgovoriti z 2 točki. Tokrat vprašanje, kar lahko Zidane naredi z žogo, zmore Maradona s pomarančo? Kateri legendarni nogometaš je s tem citatom opisal Diego Armanda Maradono? Kar lahko Zidane naredi z žogo, zmore Maradona s pomarančo? Maksimalno vrijeme opet Darko uzima. Še 5 sekund ostaja. Kateri nogometaš je torej s temi besedami opisal Maradono? Darko ne bo tvegal, kaj pa Ivan? Ja pamtim tog jednog s naranđom, jel možda on to i rekao? Spominjam se nekoga, ki je omenjal pomarančo, ali je to more biti Pelé. Pelé ni pravilni odgovor, ponujeni pa so Marco van Basten, Michel Platini, Pelé ali Franz Beckenbauer. Pelé torej ni pravilni odgovor. Darko mora odgovarjati, na voljo pa ima še 3 preostale odgovore. Sumnjam da je Platini na taj način degradirao Zidana. Sumnjam da je Platini na takšen način poizkušal degradirati Zidana, tako da... Neka bude Marco van Basten. Marco van Basten ni pravilen odgovor, Michel Platini pa je. In ravno zato, kar je omenil Darko, to je bil torej razlog, zakaj je Platini nekoliko zmanjšal vrednost Zinedina Zidana.
pokojnog od prošle godine velikana uistinu Diego Armanda Maradonu. A znaš čega sam se ja sjetio? Sjetio sam se onog filma Bijeg u pobjedu, gdje su Spomnio sam se Stallone filma i Pele, pa je Pele kjer sta Sylvester Stallone in Pele igrala in ko so ga vprašali, kako ti imaš to znanje, je dejal, kot majhen sem to počel s pomarančo, zato se je Ivan Hodoba spomnil na brazilskega virtuoza. Mogu ti reći, ja mislim više dok sam bio mlađi. I Ardiljes zanimljivo glumi u tom filmu. Osvaldo Ardiljes, bivši trener Dinama. Tenisači za mikrofonom. Tudi nekdanji trener Dinama je igral v tem omenjenem filmu. 15. tema pa Tenisači ob mikrofonu. Kako se imenuje pesem, za katero sta tenisača Ivo Karlović in Novak Djokovic posnela duet v sklopu regionalne humanitarne kampanje proti zlorabi drog? Tako je. Darko, znaš li ti? Ja sam pomislio da su kolege Ivan ne ve, Darko pa pravi nič ne vem o njihovih pevskih nastopih. Nešto tog tipa za Đokovića, dalje. Je, njih dvojica su snimili duet. Ja, skupaj sta posnela duet z naslovom Karlo in Nole protiv droge. Za spas pod D, moja droga je tenis. Zvonili ti nešto, Ivan? Kaj je tisti pravilni odgovor, s katerim naslovom sta torej poizkušala Ivo Karlović in Novak Djokovic nagovarjati mlade v sklopu regionalne humanitarne kampanje? Niti Ivan, niti Darko nimata pojma, poizkušala boste ugibati. Ne znam, C, as za spas. As za spas ni pravilni odgovor. As za rešitev tokrat ni učinkoval. Darko ne bo ugibal. Moja droga je tenis, pa je pravilni odgovor. Đokovića i Karlovića bila uistinu, to je uglavnom jedna lijepa stvar, budući da je humanitarni karakter. Ja, šlo je za humanitarno pesem, ki sta jo torej naredila oba, ampak vseeno, kot smo lahko slišali, je res bolje, da igrata tenis, kot da pojeta. Ja, tule sem pomislil, da bi bolj tvegal, da bi šel na 4 ali 6 točk. Pomislil sem na to, da gre za kakšne komentatorje ob teniških srečanjih. Nisem pomislil na to, da gre za pevske avanture tenisačev. Še dobro, da nista preveč tvegala, tokrat pa 16. tema, uspešni motociklisti. Gde je skrivena kamera ovdje? Darko pravi, kje je tu skrita kamera? Za 2 točke bom odgovarjal. Ja, tokrat lahko vprašanje za 2 točki. S katero številko na motorju je vso kariero vozil legendarni Valentino Rossi? Probal bom. 46, dobro je probal. Dobro ti došlo pitanje, to je točan odgovor. Darko, pa si dobio 2 boda. 2 točke je dobil Darko, pobegnil na 5 točk. Moram da pozdravim kolegu Ercega i koleginicu Trajković, s obzirom da sam... Kolega Ercega in kolegico Trajković je takole pozdravil, kajti skupaj snemajo podcasting, kjer nominirajo ljubitelji izpušnih plinov. I Jelenin Kišobran sa brojem 46. Ja, dobro, sem si zapomnil tisto številko 46 na dežnikih pred dirkami, pravi Darko Plavšič. 46, torej lahko vprašanje za Darka. 17. tema, porazi v finalu. Za 6 točk bo tokrat tvegal Ivan. Katera reprezentanca je leta 2019 izgubila v finalu svetovnega prvenstva v vaterpolu tako v moški kot v ženski konkurenci? Ekipa, ki je torej leta 2019 izgubila v finalu vaterpolskega svetovnega prvenstva tako v moški kot v ženski konkurenci. Ivan ne ve, Darko ve, ampak ne želi tvegati zaradi 6 točk. Pravi, cel kviz igramo, bunker igramo zelo previdno, pazljivo, sedaj ne bom tvegal. Španija, Italija, Avstralija ali Grčija? Kaj je pravilni odgovor? Tokrat najprej znova odgovarja Ivan. Španjolska. Španija je pravilni odgovor. 3 točke potrebuje Ivan in 3 točke je tokrat dobil. Polovica izmed vloženih 6 točk za Ivana, ki je torej odgovoril o ponujenih odgovorih. Nije trebalo ovo da propustim, ali bilo bi stvarno previše da idem u -6. Ali ja... To bi lahko tvegal, ampak vseeno me je bilo strah 6 točk, pravi Darko. Morebiti bi to presodilo ob končnem zmagovalcu. Španci so izgubili v finalu proti Italijanom, Španke pa proti Američankam. Tokrat Ivanu torej 3 točke
Ivan je na ničli, Darko ostaja na 5 točkah. 18. tema, letalske nesreče. Tudi tu se nasmiha Darko, znova ne bo tvegal. Iz katere države je prihajala ragbi ekipa na letalu, ki se je zrušil v Andih 13. oktobra 1972? Nesrečo je preživelo samo 16 ljudi izmed 45. Ne bo tvegal Darko. Znamenita knjiga, kasneje tudi ekranizacija s filmom, pripovedi o tej tragični nesreči in predvsem o neizmerni bitki za preživetje. Ali so bili člani ragbi ekipe iz Peruja, iz Nove Zelandije, iz Urugvaja ali iz Avstralije? Darko tokrat mora ugibati. Ja, tu bi glede na to, odkot so štartali, vedel tako, da je Urugvaj najbrž najbližje in Urugvaj je pravilni odgovor. Iz Montevideja so krenili na pot člani ragbi ekipe v tisti res izjemni tragični in neverjetni zgodbi. Užasna priča, potom je poznata, mislim i da je film napravljen po uzoru na ovaj... Živi je zgodba, kot smo jo poimenovali pri nas. Krešimir pravi, film tudi v njem prikazana tista najbolj grozljiva podoba kanibalizma, ki je bila potrebna za preživetje. Naslednja tema, 19. tema za legende, pa so legende ameriškega nogometa. Ivan nima pojma. Sad tu mora uzeti 6, ali kada je riječ o američkom nogometu... Moral bi tvegati s 6 točkami, tudi v ameriškem nogometu, NFL-u, ne vem dosti, ampak vseeno, probajmo, 6 točk. Za kateri NFL klub od leta 2006 nastopa legendarni Drew Brees? Ne vem, ni pustil časa teči. On je odigrao posljednju utakmicu u karijeri pre 2 večeri za New Orleans Saints. Za New Orleans Saints je odigral zadnja tekma v karieri pred dnevi, kot pravi Darko Plavšič. Čustven trenutek med Drew Breesom in Tomom Bradyjem ob zaključku kariere prvega. Tokrat si je Darko privoščil odgovoriti. Kot pravi Darko, imam srečo, gledal sem to tekmo, tako da tokrat sreča zame. 6 točk je ukradel Darko, tokrat Ivanu. Še zadnja tema pa za Darka. Prvi NBA klub v karieri. Čekaj, ali sa ovim ovako svakako nema završne igre ili kako? Ja, tule Darko sprašuje, kako bi na koncu sploh prišlo do ključnega vprašanja. Če bo Ivan ostal na ničli, potem niti ne bo končnega vprašanja. Za kateri klub v Lige NBA je najprej zaigral naš kapetan Goran Dragić? Za naše ljubitelje košarke seveda lahko vprašanje. Phoenix Suns, prva ekipa, kjer je Dragon začel svojo NBA kariero. Ja, tokrat je Darko dobil novi 2 točki, Ivan ostaja na ničli, kar pomeni, da ključnega glavnega vprašanja niti ne bo. Ivan ne bo imel možnosti obrniti izida sebi v prid, kajti nima točki, na ta način seveda ne more unovčiti ničesar. Čestitke tebi, Darko. Hvala, pravi srbski komentator, vseeno mi bo neprijetno ob ogledu te oddaje. Zmagal sem predvsem zaradi taktike. Mislim, da je bilo to ključno. V določenem trenutku so se pojavila vprašanja, ki so bila ugodna zame. Ivan je bil pod pritiskom, pogosto je tvegal s 6 točkami, meni ni bilo potrebno, a če bi mi kdo rekel, da bom na vprašanju iz motociklizma prišel do ključne prednosti, si tega ne bi mislil oziroma mu tega ne bi verjel. Ivan, zate je bil to najslabši nastop v kvizu, zaenkrat si sjajno igral. Kaj je bilo tokrat? Najprej čestitke Darku, pravi Ivan. Začelo se je vse v tistem trenutku z vprašanjem Wayna Gretzkyja. To je bil zame prelomni trenutek.
Tedaj sem moral tvegati in enostavno se nisem spomnil. Enostavno sem potem začel tvegati še toliko bolj. Vprašanja so bila bolj ugodna za Darka. Zgodi se. Enostavno bi lahko rekel, da bi vedel kaj več ob določeni priložnosti. Tisto vprašanje med Finsko in Norveško. Enostavno sem moral izbirati in imel napačno izbiro v glavi. Namesto 99 sem rekel 88. NFL je ob ključnem vprašanju, kjer bi lahko dosegal zaostanek. Darko je bil boljši, to moram priznati. Prvih 10 vprašanj sem imel precej lažjih kot on, pa tega nisem izkoristil. Potem so bila vprašanja enakovredna in ja, nekaj tem je bilo sicer neugodnih, recimo težko je bilo ugotoviti s Karlovićem in Djokovićem, kakšna bo pravzaprav tema vprašanja. Darko pravi, zame je bilo to ključno. Nisem končal v minusu, zaključuje Ivan. Darku želim veliko sreče v nadaljevanju tekmovanja. Dobro smo se družili. Ja, hvala vsem zaradi hrabrosti. Včasih imaš slab dan, vseeno pa to ni priložnost za kritike. Vsakomur se lahko zgodi tudi slab dan ob takšnem kvizu. Mene samo zanima, kakšno je bilo ključno vprašanje. Ali si bil tam bolj usmiljen? Lahko rečem, da je šlo na vprašanje iz nogometa, ampak ne bom vama ga izdal, kajti še ga bom izkoristil. Sem pa prepričan, da bi oba vedela pravilni odgovor. Kot pravi Dejan, lahko ti predlagam, če imam sedaj priložnost, da vselej ponudiš tudi to zadnje ključno vprašanje. To bi bilo bolj zanimivo za gledalce. To, da Krešimir pravi, takšna so pravila in mislim, da ne bo zanimivo gledalcem, če ne bo napeto. To, da če ne bo odločalo, zakaj bi potem imeli ključno vprašanje, pravi Krešimir, tu se strinjam z njim. Gledalci bodo tako ali tako videli takšno vprašanje oziroma vprašanje, ki sem ga imel namen zastaviti. To je tvoj kviz, moj predlog, pravi Darko. Ja, včasih vam teme niso ugodne, kot so teme iz umetnostnega drsanja. Vsi imajo radi najpopularnejše športe, to da vseeno moramo, in tu ima Krešimir prav, dati priložnost vsem športom. To je bila torej še 6. oddaja kviza Tvegaj ali počakaj. Še naprej lahko oddaje spremljate na spletni strani, na YouTube kanalu in predvsem na Sportklubovih kanalih. Hvala za pozornost in do naslednjič. Lep pozdrav!